En lep dober večer, dragi moji. Vse vas lepo pozdravljam. Vse vas, ki ste danes z mano v Soul Room Show. Imam tudi danes občutek, da ste tukaj z mano. In zato vas res vabim, da se povežemo. To, da sem se odločila imeti oddaje, izhaja iz mojega srca. Ker želim z vami deliti moje izkušnje in poslanstvo, ki ga imam že od malega. In danes sem razmišljala, da vam bom malo povedala, kako je potekala moja pot. Vse to, kar vam razlagam, vse to, kar vam govorim, je iz mojih izkušenj. Vse, kar vam podajam, je iz mojih izkušenj. Šla sem čez zelo, zelo zahtevne izkušnje, preizkušnje, najbolj ekstremne. In to oddajo danes namenjam tistim, predvsem tistim, seveda vsem, ampak predvsem pa tistim, ki ste se v življenju zdaj ali pa kadarkoli znašli v situacijah, kjer se je zdelo, da se ne da iz tega priti ven, da so zapečatene stvari. V mojem življenju je teh situacij bilo kar veliko in ena od takih, ki bi jo danes rada z vami podelila, je bila, da sem dobila že skoraj potrjeno diagnozo skleroze multiplex. Vse preiskave so v to smer nakazovale in moji simptomi so bili dejansko zelo, zelo zahtevni. Simptomi te bolezni, mislim. In 6 mesecev sem se za svojo vero, zaupanjem s temi simptomi borila. Od jutra do večera. Vedela sem, da če bo medicina to meni uradno potrdila, da bom postala odvisnik od nečesa, kar mi bo določalo, kaj pomeni moje življenje in kaj ta bolezen pomeni. Zavedala sem se samo to, da ne smem v bolnico in da ne smem naprej v te preiskave. In moj boj je bil od jutra do večera z občutki, a naj grem ali naj zdržim. Simptomi so bili res taki, da nisem mogla ne hoditi dobro, da sem imela vse mogoče gibalne probleme. In potem sem dobila podporo od zgoraj. Dobila sem jo pa na tak način, da sem v tistem času naletela na enega človeka, ki mi je bil pripravljen pomagati in me je peljal v resnici po poti mojega duhovnega vodstva. Pomagal mi je, da sem do tega duhovnega vodstva prišla in ni vedel, kako bi naj pomagal v teh situacijah, ki so bile tudi za njega nove. Bil je sicer bioenergetik. In je bil pripravljen slišati to vodstvo, katerega sem jaz kmalu dobila stik, potem, ko sva delala določene te terapije. In dobila sem podporo ali pa način, skanalizirala sem, kako naj se iz tega rešim. To, kar sem vam v bistvu želela povedati, ni to, kakšna je bila ta bolezen. Želela sem vam povedati, da vzrok teh težav nisem razumela in jih dolgo časa tudi nisem poznala. Ampak bolj sem se spuščala v globino. Bolj je prišlo do tega, da to z mano ima toliko veze, da sem v resnici to podedovala po svoji dedni liniji
In takrat sem se srečala, kaj lahko pomeni, če se rodiš v rodbino, ki ima veliko, če temu rečem, dolgov, karmičnih. Če se rodiš v družino, kjer nekako to podeduješ, samo s tem, da se rodiš in pridejo nate tegobe, problemi, ki jih potem lahko doživiš na različne načine. Bolezen je dosti značilna. Obstajajo preprosto stvari, ki jih ne vidimo, so pa močno prisotne. In ko sem se jaz prvič srečala s tem, da lahko na tebe vplivajo predniki, je bilo zame tudi šokantno. In ko sem se takrat v tem obdobju najbolj spuščala v te stvari, sem prišla do tega, da so se zelo hude stvari dogajale v tej rodbini. In v resnici skozi osvobajanje teh stvari glede prednikov, odpuščanje, ozaveščanje sem se začela potem iz tega stanja pobirati počasi. Bilo je zelo zahtevno, res fizično, to tisti, ki imajo te izkušnje, vejo, kaj to pomeni. In dejansko jaz sem bila toliko prepričana, da se bo to rešilo. Tako vsak dan, čeprav se pravim, sem imela tudi tisto skušnjavo, a ne vsem grem v bolnico, ampak vedela sem, da mi tam nič ne bojo pomagali. In vse sem sam čutila, da bo se to rešilo. In to, kar se meni takrat zgodilo, nisem nobenemu govorila. Še moja družina tega ne ve, samo takrat tisti res najbližji so to vedeli. Ker sem to potem hotela pozabiti. Enostavno se nisem želela to govoriti. Nisem o tem, kako bi rekla, vzela sem kot izkušnjo, zdaj pa skozi bolj čutim, da ta izkušnja lahko komu pomaga. In zato tudi danes z vami o tem govorim. Ker verjamem iz svoje izkušnje in iz svojih spoznanj, da je mnogo teh problemov, ki jih mi imamo v svojem življenju, povezano dejansko s temi našimi predniki. In jaz, ko raziskujem naša prejšnja življenja in berem dušne zapise, vem, da ni to vse naša karma, kakor je dosti popularno, da se o tem govori, in da ni res, da smo za vse te stvari, ki se nam zgodijo, sami krivi in da je to zaradi, ne vem, prejšnjih življenj in podobno. Po mojih izkušnjah je tako, da samo določene duše dobesedno pokasirajo ta karmični dolg tudi svoje družine, ne vsi. Ker ni vsaka duša zmožna tudi to prevzeti, določene lahko. In zato vse vas, ki ste se kdaj znajdeli v takih situacijah, da ne veste, kje je izhod, da mogoče je nekaj, kar je zapečateno, kot so določene te bolezni, vsem vam želim dati spodbudo, da obstaja pot. Večina teh težav, ki so torej zdravstvene ali pa psihične, izhaja iz nekih zapletov, ki so se dogajali največkrat v naših družinskih, torej v rodu, ali po materi ali po očetu. Tukaj ni določeno, da zdaj, če sem ženska, da bo imela samo po liniji matere. Jaz konkretno sem imela po liniji očeta. In ukvarjam se s tem, kako tudi sicer v svoji praksi ljudem pomagati, da se tega osvobodijo. Ker te moje izkušnje, ki sem jih jaz imela, so meni seveda tudi eno izhodišče, da vem, kaj je dejansko možno. Seveda moraš imeti voljo, moraš imeti vztrajnost, moraš imeti zaupanje. Jaz sem takrat videla, ali pa drugače, jaz sem takrat doživela ogromno nekih mističnih izkušenj, ki so bile v tistem času seveda tudi del moje poti. To je bilo pravzaprav
Mogoče skozi te izkušnje sem se še toliko bolj srečala s svojim poslanstvom, sem ga ozavestila, sem ga takrat spoznala še bolj iz same osebne izkušnje. In dejansko takrat je to bila situacija, ko je tudi moj fizični oče zapustil ta svet in bil je star 45 let. In jaz se s tem nisem mogla sprijazniti. Nisem se mogla sprijazniti zaradi pravzaprav ene sicer kot pljučnice je takrat bilo, ne, potem človeka ni več. In sem takrat se začela spraševati, kaj je bilo narobe, ker to enostavno je bilo preveč nenavadno, da bi lahko rekla, da je to moralo se tako zgoditi. Vseb sem čutila, da ta njegov odhod je ena sama skrivnost. In ko je odšel nenadno, je seveda to zbudil v meni tudi ogromno stresa. In ta stres se mi je potem kmalu zatem pokazal v obliki teh težav. Ker stres seveda v našem telesu ostane in ta stres se potem na en način izraz. In velikokrat, ko hodijo k meni ljudje z podobnimi, tudi takimi težavami in podobnimi, vidim, da je to res posledica kakšnih hudih travmatskih izkušenj in stresov. In ali so to naši stresi, ali so naše travme, ali so pa travme naših prednikov, to zdaj mi ne vemo. Ker mi lahko nosimo tudi ta stres, ki so ga te predniki doživeli. In zaradi tega stresa doživljamo lahko strahove. Ali pa doživljamo neko svojo nesposobnost, nemoč. V vsakem primeru blokade. Lahko nam v življenju ne gre zaradi tega na nobenem področju, ker se počutimo zaklenjene. Takrat, ko sem bila sama v teh svoji zgodbi, sem prišla v zelo močan stik z Jezusom Kristusom, z Materjo Marijo. In takrat sem rekla, če iz tega pridem, bom vse svoje življenje posvetila drugim. In to tudi delam. In jaz živim poslanstvo 24 ur. V resnici ga živim tudi že od svojega zelo zgodnega obdobja. Sploh me v življenju nič drugega ni zanimalo kot to, da bi ljudje bili bolj srečni. Med svojimi vrstniki nikoli nisem našla nobene podobne, če temu rečem, duše. Zato je bila moja družba starejših. Tistih, ki so imeli mogoče v sebi, zdaj vem, neko modrost. Že od majhnega so me privlačile teme, ki niso bile običajne, zemeljske, ne vem, materialne. In večina svojega otroštva sem preživela v gozdu in se družila z vilini, škrati, ki sem jih tudi videla. Še zdaj jih. Tam sem našla svojo povezavo, ker med ljudmi nisem. Bila sem zelo na nek način izobčena, preganjana. Nisem imela lepih izkušenj iz otroštva. Tako da sem se že zelo zgodaj začela obračati, res zgodaj, na pomoč od zgoraj. In zmeri so me pritegnile zgodbe ljudi. Že če se spomnim, v osnovni šoli jaz sem vedela za tiste, ki so bili, ne vem, stari toliko kot jaz in mlajši. Točno sem vedela za vse, kateri so imeli probleme. V bistvu, včasih je izgledalo, kot da rinem v probleme, ker so me zanimale dejansko zgodbe,
ker mi ni bilo vseeno za njih. In preposlušam ogromno zgodb od ljudi, ki hodijo k meni. In čutim že od malega, ne da imam rešitev za te probleme, ker jih nimam, ampak da človeku nekaj lahko dam in to je ljubezen. In vem, da taki ljudje, ki ste bolj občutljivi in bolj na nek način drugačni, se velikokrat počutite osamljeni. Ne pašete v ta svet. In se mogoče zaradi tega sprašujete, kaj je z vami narobe. In bolj senzibilni ljudje in tisti, ki imajo v sebi več emocij, če temu rečem empatije ali pa sočutja ali pa razumevanja, grejo čez težje življenjske izkušnje kot tisti, ki tega nimajo. In mene je od nekdaj zanimalo, zakaj moramo trpeti, zakaj je to normalno. In lahko rečem, da sem svoje življenje posvetila in ga posvečam temu, da sem iskala pot iz tega trpljenja. In da zdaj tudi drugim pri temu pomagam. In da ta pot obstaja. Obstaja pot iz tega trpljenja, v katerem smo prepričani, da je to edina pot. In zdaj gledam svojo pot za nazaj in vem, da točno taka pot, kot je bila pot mojega učenja. Hkrati pa tudi čiščenja, osvobajanja, klesanja. Da pridem do tega, kar sem si zastavila v tem življenju. Vse vas, ki ste danes z mano in ki boste to poslušali, spodbujam, da tudi vi poiščete v srcu ljubezen. In to ljubezen sprejmete, da je to največji dar. Tudi, če to ljubezen niste prejeli. Ljubezen je edina sila, ki jo prejemaš takrat, ko jo daješ. In res je, niso vsi ljudje enaki. In danes vem, da tudi vsi ljudje v resnici niso upravičeni do podpore in pomoči. Po enih merilih so upravičeni, ampak potem, da jim daješ brezpogojno ljubezen, pa ni vsak do tega upravičen. Ker nekateri se na to odzivajo zelo nehvaležno, celo nesramno, arogantno in podobno. In zato v enem trenutku moraš prepoznati, kdo se na to ljubezen odziva dobro. Ker ena stvar, ki jo zagovarjam, je, da ni brezpogojna ljubezen to, da moramo vse potrpeti in prenašati agresijo, nasilje in vse ostale neprimerna vedenja, ki jih imajo ljudje do nas. Včasih so verjeli, da je to še mogoče z nekim dobrim namenom, potem v narekovaju poplačano. Ni nikoli poplačano. Samo včasih, ko je bilo to normalno, vse mogoče je za koga to normalno še zdaj, so naše babice ponavadi rekle ali pa mame, treba je malo potrpeti. Ampak to ni bilo malo. In gledam ogromno ljudi, ki so nesrečni ali pa poznam jih, ki so zvezani v določene odnose, kjer se ne morejo osamosvojiti, ker nimajo denarja, nimajo pogojev. In potem ostajajo v toksičnih odnosih, v okolju, ki jih na nek način
Ne samo, da jih ne podpira, ampak jih nasprotno celo zavira. In včasih je ta pot samostojnosti in svobode res zahtevna. Ali pa največkrat. Ampak če se najdete v tem, da rabite eno spremembo in da čutite, da jo morate narediti, potem verjemite, da je možno. Ker imamo podporo od zgoraj. In ta podpora, ko jo res priznamo, da obstaja, nam to pot potem kot izhod iz naših situacij tudi pomaga najti. In resnično mi ne moremo s svojo glavo, s svojim razumom razrešiti marsikakšne situacije. Že to zdravstveno, kot je bila moja izkušnja, je ta bolezen na nek način obsodba. Ni je možno pozdraviti. Po tem, kar je napisano ali pa kar velja za to bolezen, je to nekaj, kar pomeni umiranje na obroke. Jaz pa se sprašujem, koliko je še drugih bolezni, ki niso raziskane. Vključno s to, ki se jih diagnosticira in s tem da dobesedno žig na človeka. In zaradi tega doživljamo to, kar je zapisano, da bomo doživljali. In kolikrat nam povejo drugi mnenje o nas in mi to samemo in verjamemo v to. Če enkrat se s tem začnemo srečevati, vidimo, da živimo pod zelo, zelo velikimi vplivi. In zato se je dobro vprašati, če se kjerkoli ne počutimo dobro, pod kakšnimi vplivi živimo. In če bomo šli globoko v sebe, bomo začeli počasi ta klopčič počasi odmotavati, odpletati. In začeli bomo videti, oziroma prepoznali bomo, da večina občutkov, ki jih imamo, ali pa misli, ali pa čustev, ki jih imamo v odnosu do sebe, ki ponavadi niso najboljši, izhaja iz nekih vzorcev, ki smo jih sprejeli, mnenja, okolice. In zato vas vse spodbujam, da se v čim večji meri tega osvobodite, ker ni vaše. In zato, ko vas karkoli v tej smeri začne, pri nas rečemo, rolati, se spomnite, da rečete, to ni moje. To ni moje. Ker mi vsega tega, kar je negativno, vzamemo preveč za svoje. In če rečemo od znotraj, ne, to ni moje. To preprosto ni moje. Se začnemo s tem ločevati od tega, kar je v nas tudi že toksično. Kar se je navzelo nekega vpliva okolja. In smo se s tem poistovetili. In rabimo mi sebe priznati, da smo luč, da smo ljubezen. In da to, kar bi sicer razmišljali o sebi ali o drugih, v resnici iz ljubezni ne more izhajati. Ne more izhajati iz srca, ki je dobro nameren. Lahko izhaja iz nečesa, kar smo prevzeli, da je naše in kar smo se naučili, da se s tem poistovetimo. In izhod iz tega dostkrat labirinta našega trpljenja se začne s tem, da ločimo ta naš, narekovaju, negativni aspekt od tega, kar je v nas dobro. Ker velikrat tega, kar je dobro, ne vidimo. Ampak ravno zato pa moramo izstopiti svojega uma. Ker rola v narekovaju skozi iste misli in skozi iste misli povzročajo iste občutke. In če gremo v svoje srce, tukaj v srcu najdemo najprej mir. In mir je ta osnova, ki nam pomaga zgraditi nekaj novega v življenju. Ko smo v miru, se več ne bomo primerjali, ne bomo tekmovali, ne bomo ocenjevali, kaj neko dejanje drugega pomeni za mene.
ko smo v srcu in v miru, nimamo več potrebe, da se mučimo, da se na nek način maltretiramo z samoobsodbo ali krivdo. Ker to so samo programi, ki smo jih in jih seveda živimo. Smo jih živeli in jih živimo. Dokler ne prepoznamo, da so programi, da to ni nič resnice. Mi smo živeli do zdaj v laži. Zato sem se tudi odločila, da vam to izkušnjo glede te kao bolezni povem, ker zame to ni bila dejansko bolezen, so bili simptomi, so bile vse na nek način take, vse je bilo tako, kot bi naj bilo za bolezen, ampak ni to bila bolezen. V resnici, po tej moji izkušnji lahko rečem, da za mnogimi kao boleznimi se skrivajo samo nerazrešene stvari. Nekaj, kar je tam vzadaj, pa mi z razumom tega ne vidimo. To, kar je v mojem srcu, je, da bi se to človeštvo dvignilo, to čutim. Da bi to človeštvo prepoznali, da je Bog tudi Kristus z nami. In da je to moč božanske ljubezni, ki nas lahko osvobodi tudi teh stvari. Da je to moč, ki nam lahko pomaga odpreti poti naprej in hkrati pomaga odpustiti sebi in drugim. Ker moč odpuščanja tudi spreminja našo energijo. In se od znotraj začnemo mehčati, s tem pa se začnemo tudi zdraviti. Kar je bilo v preteklosti, je preteklost. Je bila samo izkušnja, je bila samo pot. In zato je dobro, da se postavimo tukaj zdaj in gremo naprej z novo energijo, spremenjeno. Ker je to ta trenutek čas, da to naredimo. In vse spodbujam k temu, da se dvignemo in da izstopimo ali iz toksičnih odnosov, ali iz bolezni, ali iz problemov. Skratka, iz vsega je izhod. Ne sprijaznite se, da nikje ni izhoda, ker je to laž. Iz vsake situacije, še tako težke, je izhod. In če bomo zaupali, da je tukaj ta pomoč za nas, se ta izhod najde vedno. Tisti, ki ste se danes odzvali in ste kaj napisali, ste tudi sodelovali v tem žrebanju, da enemu izmed vas pogledam v njegov zapis. Danes je izžrebana gospa Zdenka Janovlja. Janovlja? Janovljak, aha. Janovljak, ja, ok. To se pravi, gospa Zdenka je Janovljak, še enkrat ponavljam. In gospa Zdenka pred vami je rudnik, zlato žilo. V resnici živite ves čas na tem rudniku, ampak ne veste, da je od spodaj ta zlata žila. To je božanski vir. Samo malo morate skopati noter, pa boste do nje prišla. Je polna, je bogata ta zlata žila simbolično. In ko greste malo noter, zakopljate v to zemljo, v narekovaju, pod katero leži ta rudnik, boste odkrila, da so noter vsi mogoči kristali, ki predstavljajo barvitost vaše duše.
Vi ste namreč en tak primer človeka, ki ima res veliko za pokazati. Pa ne samo zato, da pokažete, ampak zato, da vi v sebi res lahko rečete, da ste bogata. Tukaj noter je polno vaših izkušenj, ki so, lahko rečem, tudi modrosti. Imate veliko zadat, tudi v tem pomenu, da so ti darovi, ki so tukaj noter, do zdaj bili do neke mere sicer mogoče malo prepoznavni, večina pa ne. In zato se vam splača, da se poglobite in da sprejmete to dragocenost. Ker za začetek bi vam predlagala, da ne smatrate, da je nič, kar vi razmišljate, samoumevno. Ker veliko tega, kar je tukaj noter, vi že velikokrat govorite, predajate, pa ne veste, da izhaja iz tega noter. Tako da za začetek si začnite pisati te misli, navdihe, intuicijo, ki jo dobite, pa se boste s temi svojimi dragocenostmi lažje povezali. Srečno. Zdaj pa vse vas, moji dragi, lahko najrajši vam rečem bratje in sestre. Vas prosim, da se povežemo v srcu. Malo popijem. In se povežemo s pomočjo, ki nam prihaja od zgoraj, z našimi ljubljenimi mojstri. Ljubljeni bratje in sestre, nekateri od vas vse bolj čutite v sebi klic, da se ponovno združimo, povežemo, si damo roke. Ne glede na to, kako zahtevne so razmere v Sloveniji in kako naporno je obdobje, ki je za vami, vas spodbujam, da je Slovenija izbrana dežela. In vi, ki mogoče zdaj v tem obdobju preživljate težke čase in ko vam je najtežje morda v vaši notranjosti, dvignite svojo glavo. Mogoče to, kar doživljate, sploh ne rabite doživljati, največkrat ne. Dajem vam podporo, da bi se spomnili, kdo ste. Da bi dobili nazaj predvsem svojo lastno vrednost. Vaše duše hrepenijo po tej hrani, ki ni zemeljska. To je duhovna hrana, da napoji vaša srca od znotraj, da zapolni vse vaše notranje praznine. Tu sem med vami, bratje in sestre, v vaših srcih, kajti vi ste del mene in jaz sem del vas. Ta čas je čas enosti. Čas, ko bi naj se meje med svetovi podrle, da bi zaživeli samo celovitost. Da bi v vas ne bilo več dvojnosti in da bi dobili nazaj moč svoje luči.
Mogoče ste to moč porabili za to, da bi ugajali drugim, da bi dobili ljubezen ali potrditev zunanjih ljudi. Ampak te moči so tukaj, ljubljeni. Moči božanskega. Povežite se z njimi, z izvorno močjo božanstva. Naužite se te moči od znotraj, ko se povežete s to izvorno močjo preko svojih src, preko tistega dela vas, o katerem vam rečem, da ste vi v meni in jaz v vas. Ko ste povezani z mano in jaz z vami, se začne novo življenje. Življenje, ko se vam več iz katerega koli razloga ne bo treba podrejati, ker ste do zdaj mislili, da je to potrebno. Ali pa druge izbire niste našli ali videli. To je zdaj čas, ljubljeni bratje in sestre, da se spet združimo v bratovščino luči. In vsa vaša srca, ki vedo, da tukaj v tem trenutku je Bog, vabim k notranjemu spreobrnenju, da iz svojih src date vse tisto, kar vas ovira, vsa tista čustva, jeze, zamere, žalosti, ki vam zapirajo srce. In da v svoje srca sprejmete resnično božansko ljubezen. Božanstvo je sedaj tukaj, ljubljeni bratje in sestre na zemlji. Vsi vi, ki veste, da ste del tega, se zato obrnite na božanstvo. Tukaj je, sedaj. In zahtevajte na zemlji mir, da se zaključi vse, kar je v škodo ljudi. Uprite se od znotraj. Nisem prišel, da bi širil mir. Prišel sem z mečem. Tako sem govoril v času, ko smo z nekaterimi bili že skupaj. Tudi danes, ko stopam z vami, prinašam po eni roki meč za prekinitev vseh negativnih vezi in v drugi roki vam prinašam luč. Svobodo. Mir. Tisti, ki me poznate po pripovedi cerkve, mislite, da sem bil samo pohlevna ovca. Niso pisali o mojem karakterju, o moji naravi. Prikazali so vam mene kot tistega, ki je trpel na križu. Žal, ljubljeni, je to največja zabloda. S tem so dobronamernost spremenili v slabonamernost. Tako je po celem svetu bilo prepričanje, da je smisel mojega življenja bila smrt. In vstajenje na način cerkve. Ampak, ljubljeni, smisel mojega življenja je, da vstane človeški rod iz suženjstva. Takrat in sedaj. In zato vsi vi, ki čutite, da ste del mene in jaz del vas, smo v resnici tisti, ki nismo od tega sveta.
Rekel sem, moje kraljestvo ni od tega sveta. In tudi vi verjetno za sebe lahko rečete enako. Neskončno vas ljubim. Jezus Kristus. Dragi moji, tukaj sem, da vam dam roko, če to roko sprejmete. Lahko pridete na zapis duha, povabljeni, na zapis duše. Razlika je med enim in drugim. Na odklepanje duha. Skratka, tu je moja roka za vas. Vabim vas tudi na naslednjo oddajo v četrtek ob 8. In želim vam lep večer naprej. Hvala.